Zdaj se pa selimo spet v Maribor, tokrat z navdušujočo novico iz Univerzitetnega kliničnega centra. Tam so predstavili robotko z umetno inteligenco, ki bo s svojim delom prispevala k razbremenitvi zdravstvenega osebja. Tako je danes robotka Frida v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor kazala, kako se delajo vaje za komavce. Večino se ne bomo naredili enako še za desno roko. Prav ste videli, Štajerci so si umislili čist pravo robotko Frido, ki jih bo učila delati vaje za komolce. A rabijo to? Glavnem. Če bi novica prišla iz kjergakoli drugega dela države, bi bili začudeni, ker pa gre za Maribor, je pa to zgleda kar normalno. Kar se mene tiče, kar se vas tiče, mogoče ne. V glavnem, pa je to vse, kar počne? Kaže vaje za komolce, nič drugega, ne deli nobenih nasvetov za bolj zdravo življenje, kot naprimer, ne vem, to ne, flašo z rok. Zdravljeni, dobrodošli v študiji robota v bolnišnični oskrbi. Moje ime je Frida. Sem robot, ki bo sodeloval v klinični študiji projekta Smart Eye. Razume se pa glih ene toliko poprečnega Štajerca, ne? A ste kaj razumeli? In kaj prav zdravstveno osebje? Po moje je to začetek ene nove ere za vse zaposlene, za vse preobremenjene zdravnike in zdravnice. Pacienti so nad robotko Frido navdušeni že od vsega začetka. Je pa nekoliko manj navdušenja, vsaj na začetku, kazalo osebje. Na začetku, ko smo samo pilot oziroma projekt predstavljali pri izvajalcih zdravstvene nege, je takoj nastala dilema, ne? Kaj zdaj to pomeni. Se pravi, ali nas bo robot v celoti zamenjal. Čak, zdaj vas ne razumem tega. A ni to malo čudna situacija? Zdravniki se pritožujejo, da so preobremenjeni, da manjka osebja. Zadnjič se je zgodilo, so enega napadli, ne, je bil napad na zdravstveno osebje. A ne bi bilo logično, da bi bili zdaj veseli, da imajo zdaj robota, ki bo tepen namesto njih? A ni to fajn novica? Ne razumem. Jaz teh ljudi ne razumem. Ne, se po moje bojo itak slejke prej reprogramirali, da bo hodila po vino pa po cigarete pa stregla. Tako kot pa restauracija, kot smo videli prejšnji teden. Kar je škoda, ker potencial je velik. Poslušajte, kako je pozorna. Zdaj pa vam prosim povejte, kakšno stopnjo bolečine čutite? Čutim hudo bolečino. Kdo je pa ne, dragi prijatelj? Sploh, ko imamo novice z Maribora, kdo jih pa ne? Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal. Imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.